razlogih za demonstracije in vabilo na le-te Goran Lukić. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije zahteva dvig neto minimalne plače iz sedanjih nekaj več kot 459 evrov neto na najmanj 600 evrov neto. To je takoj sprožilo pogojni refleks delodajalcev, ki pričnejo kričati, naše gospodarstvo tega ne bo zdržalo. A ta krik je sprevržen. Pa saj gospodarstvo še zdaleč ni abstrakten balon, ki visi v zraku in na katerem je velik napis bruto domači proizvod. Ne, še zdaleč ne. Gospodarstvo so ljudje, so delavke in sodelavci. In kaj pravijo te delavke in ti delavci? Te delavke in ti delavci vse bolj glasno govorijo, da je kup neplačanih položnic vsak dan večji, da je njihov družinski proračun obrnjen na glavo, saj se morajo sposojati denar od socialnih transferjev svojih otrok. Gospodarstvo v Sloveniji je, lahko rečemo, vse bolj podobno daljici. Na eni strani daljice se gnete vse več zaposlenih revnih, z nekaj 100 zelo prigarnih evrov, 178 tisoč prebivalcev Slovenije zasluži namreč manj kot 600 evrov neto mesečne plače. Na drugi strani pa je privilegirana kasta ultrazaslužkarjev, katerih letni prejemki se bližajo neverjetnemu znesku 1 milijon evrov. Pa poglejmo dejstva. Trenutna neto minimalna plača je nižja od mesečnega praga tveganja revščine za leto 2008, ki je znašal 545 evrov, in tudi od izračunanih minimalnih življenjskih stroškov v višini 562 evrov. Ponavljam, nekaj res prevrženega v tej logiki. Finančne institucije, ki naj bi bile prevelike, da bi padle, se vlagajo državne garancije za zadolževanje in izdatne finančne injekcije. Menedžerjem se podeljujejo zlata evrska padala in ostale bonitete. Medtem pa se delavkam in delavcem govori, potrpite, ni čas, počakajte. Na kateri čas? Kdaj? Včeraj nam je pisala ena izmed delavk, povedala naslednje. Delodajalcem oziroma tistim, ki odločajo o naših usodah, je treba nekako povedati, da imajo tudi delavci želodce in ne bi radi živeli človeka vredno življenje. Nič drugega, samo živeli bi rada kolikor toliko normalno življenje. Drugi sklop zahtev v zvezi z sobotnimi demonstracijami se veže na predlog pokojninske reforme, ki med drugim predvideva dvig upokojitvene starosti na 65 let. Tukaj imam v spominu en odgovor delavca, zaposlenega v lesni industriji, ki smo ga vprašali, kaj si misli o tem ukrepu. In veste, kaj je odgovoril? Lahko nas samo še odpeljajo direktno na pokopališče Žale. Naj k temu dodam samo še en podatek. Slovenija na primerjalni lestvici intenzivnosti dela, zadnje evropske raziskave o kvaliteti dela, med 31 državami na prvem mestu. Revni in izmučeni. To je trenutna realnost vse več delavk in delavcev. In te realnosti mora biti konec. Zato vse pozivam na jutrišnje demonstracije na Prešernov trg ob 10. uri. Kajti to niso zgolj demonstracije, to je skupni boj za boljši jutri.